Evo, zdaj že vsi veste, da naš F14 Tomcat ustaja z nami in ste ga videli v novi preobleki za letošnjo sezono, torej F14D Tomcat. Kako je vse skupaj nastajalo? Bomo zdaj naredili v bistvu, a ne? Avto je v tej fazi ful prašen, hvala lepa na račun tamle gradbišča v naših prostorih, ki počasi napreduje in upamo, da bo, ko bo sezona glih in full effect ready za uporabo. Tako da avto je ful prašen, ampak to nima veze, ker kaj bomo najprej naredili, je to, da bomo v bistvu vse kose karoserije dol pošraufali in vse fino pripravili, ker tlele, predvsem zadnji spodi je šist preveč ene gume od vseh gum, ki smo jih skurili v lanski sezoni. Spredi moramo tako vse dol pobrati, ker pride čist novi kosi gor. Kakor ste videli, nova hauba, nov front end, v bistvu cel, kar pomeni hauba, blatniki, luči, odbijač in vse gre v S15 sprednji luk. Kaj smo že naredili pred začetkom naslednje sezone je, da smo končno dobili od Robija Track Day Performance iz Irske levi top mount, kar pomeni, da zdaj lahko končno popravimo malo geometrijo spredi v bolj željene nastavitve. Druga stvar je pa to, da smo na račun, hvala Yellow Speed Racingu za support, dobili nove spodne mounte na amortizerjih in nekako je to optiko toliko podarili, da brez teh top mountov od Robija bi bilo po moje praktično vse skupaj nevozno, ker med drugim kaj se je dogajalo je to, da je bil tudi kester toliko podrt in v bistvu kolesa ob zavijanju so grabila v blatnik, v prag in ja, pač enostavno brez teh top mountov od Robija bi avto bil nevozen, oziroma ne vem, ti bi mogli verjetno malo pofleksati stvari. Se imamo macolo tamle. Pomacolati stvari, okej. Kar se tiče ostalega seta, pa valjda ostajamo na RB25, upamo, da bo mašina toliko dobro delala z nami, kolikor je tudi v prejšnji sezoni, da ne bo nobenih hiccupov, pa ja, da se bomo lahko veliko ne vozili. Imamo kje lesenga? Nimamo. No, Condovud. Zdaj naj bi z S15 front-endom pridobili mičkam več prostora, se pravi med tako rekoč bivšo požarno steno pa motorjem. Mogoče bomo to lahko izkoristili, da bomo naredili tudi nek šraut, oziroma here we go with my English. Vezno steno, ne požarno. Vezno steno. Vezno steno, zajemalnik zraka. Usmerjevalnik zraka, da bomo lahko še bolj usmerjali dovod hladnega oziroma odvod toplega zraka iz hladilnika za vodo. Ja, to je pa nekako to, mislim, vse imamo cel spisek, nimam telefona, imamo cel spisek, no, kaj moramo narediti tu, koliko imamo? Ja, 2 tedna, 3 tedne pred prvo dirko sezone na Bodenseju v Nemčiji, pa verjetno bi radi šli še kaj probati avto prej, čeprav jaz mislim, da preden bo šel avto v nov livery, da bomo pač kar z golim avtom tukaj v okolici potestirali. Dobro, da ta video prihaja ven kasneje, kakor dejansko počnemo te stvari trenutno, da ne bo kakšnih pritožb iz okolice, kakorkoli. Ok, čas, da praktično razturimo cel avto, operemo vse in začnemo test vitati nove kose na avto. Ali se tale žilosa, ne vem sicer zakaj, ampak... Če zategna šrauf, da bo zgledal, kakor da so bili vsi šraufi zategneni? Da zgledamo profesionalce, kako? Nisem profesionalci, mi se delamo profesionalci. Nisem šur, zakaj se začela na blatniku, če morava luči najprej vam pobrati.
bolj zgleda, pa idem. Ja, bolj zgleda, če se luči gor. Ja, definitivno se strinjam, da avto zgleda bolj, če ima luči, kot če jih nima sam. Ja, nekako ni imel smisla, sploh glede na to, da pri E14 so luči nekako pritrjene še gor na blatnik, tako da ne moreš pa blatnika vzeti dol, če luči dol ne pošrafaš, pa, kako se temu reče, corner marker. Ja, ne v slovenščini. Pozicijskega, ne žarometa. Ja, žarometa. Sej se bomo navadili. Obljubim. Če ne bom začel sabo nositi angliško-slovenski slovar. Pa teli smo glih nove kupili lansko leto, veš, pa... No. Oh well. No. Ja, če bi bil to res Genuine JDM part, bi bil mogoče vreden 300 € sam, tako je pa... No, ni Genuine. Imamo pa Genuine nekje, ne? Ja, sam mislim, da je pritalil mu tale mountek polomljen, ampak desen je pa cel, tako da, ne vem, mogoče lahko denar zaslužimo. Če ne drugega, verjetno nočem vedeti, koliko so tele lučke vredne od Zenkija. To moramo tudi poštrihati. Če bi te prav drifter pa vsak drug teden v zid probal, skozi frišno pofarban. S15 front-end nažalost ni čist direct fit, tako da bo treba še par stvari malo prefabricirati, dofabricirati. But we have this, Silver tape, vezice. Ja, se to je. Silver tape, vezice. Če treba magar lučke pofleksamo, povarimo, če se bomo znajdli. Attention to details. To je nekaj, kar me vedno pritegnilo pri vseh buildih. Te majhni detajli, ki naredijo pač avto nekaj posebnega. Čeprav je tole just a race car, si vsak reče, ja, brez veze. Sam to je pomembno, se strinjamo. Tomcat. Si bi rekel, da ti dam Gedorco 10? Na, zakaj če se vam matramo? Imam feeling, da nimamo več nobene. Kako to misliš? Tis, kar manjka vsaki avtomehanični delavnici, je Gedora 10. Absolutno. Kako je to Štromer zvezil? Tako da sam potegneš. Ja, pa ne komplet žarenca ven. Ej. Ja, Narazen bo šlo. bye Zenki headlights. No, ja. Vse bo lepo sledali nekakšni policije, ne? A pa če se premislimo, mogoče za drugo sezono, pa lahko damo spet nazaj gor Zenki frontend. Čeprav ni spet toliko bad brez zločinov, tako malo Mad Max scena deluje. Sam še vedno ne zgleda popolna celota. Ok, zdaj moramo da dol zadnje širitve, da lahko stavimo pragi in potem kompleten spreden blatnik z širitvijo dol dobimo. Tole smo čist custom made naredili s pomočjo gospoda Pohajača, Pohajač Plastic Studio. Izdelek je one-off, zdizajniran z moje strani po inspiraciji Trakioto Rocket Bunnyja. Seveda ta del ustane na avto, kakor je. Sprednje širitve ustanejo, upamo, da kakor so, ampak upamo, da bojo pasali na nove blatnike gor. To so taki posebni neskončni šraufi, ki se ne bodo nikoli odvili. That's the drift magic. V bistvu, kaj se je zgodilo, je zelo enostavno. Noter so slepe matice v boku in vijaki, ki bi mogli biti ne rjaveči, sem prav rekel, ne rjaveči, je vijaki, ne bi smeli zarjaveti, ampak so zarjaveli. In zarjaveli so seveda skupaj z slepo matico in se zdaj vse skupaj vrti. Tako da, kar bo verjetno treba narediti, je vzeti kolo dol, spodaj parjeti z papagajkami. Ok, ne bomo iskali slovnično pravilnih izrazov, ker ne samo zaradi tega, ker ne bomo nikamor prišli, ampak tudi dvomim, da vi, naši gledalci, veste,
kakšna stvar, ki je slovnično pravilna, kaj sploh to je. Tako da s papagajkami odvili pač vse te vijake, ki se vrtijo dol. Ja. Štemelj pa ne bomo, ne? Mislim, da smo čez Fiberglass prišli. Jep. Kof. Ja, vse bomo razdrli. Veseli bomo brez spoilerja. Ne. Zdaj je pa ta pravi airbreak. Ne, zlom tega, ker to je Genuine. JDM. Genuine, JDM, Nissan, pa če že moramo polomiti, razbiti, da vsaj nekakšno vodo naredimo. Old logo ali new logo? Old logo. Po mojem, da smo vse razstavili, kar se zdaj razstaviti, oziroma kar smo rabili razstaviti, tako da zdajle avto ven, voda, štrajfix, šampon, gremo. Nisem že dolgo cajta sedel noter. A boš gal sploh? A smo bolj on low z benzom? Se bo zapeljano na petrol. Si zdaj malo bliž. Glasba za moja ušesa. Veš, kako se čuden sliši to v slovenščini. Gremo proti, ne? A bekinke si prinesel? Full Minami Drift Spec. Mo kar takole pustili, pa gremo na Japonsko. Ti je šel vodo odpreti. Če šel vodo odpreti. A kje teče? Kje imaš pa ti bikinke? Jaz ne rabim bikinke, jaz to kar nudil. Je?
So fresh, so clean. Evo, avto smo prali, pripravljanje za upasovanje kosov, havbe, blatnikov, odbijača, luči in ostalih podobnih kozmetičnih stvari, preden gre na vrepanje. Zakaj sploh delamo to, kar delamo, poleg tega, da niti ne, da sem se avto naveličil, kakršen je, ampak je že kar en cajt v takem kozmetičnem stanju, vizualnem stanju in če za malo sprememb. Bolj bistveno od tega je pa to, da havba je recimo dosti težka, tale originalna, fiberglass je, ne vem, bomo stehtali, koliko lažji, enostavno pač probati spreden konč izlajšati, kolikor se da, se pravi, do zdaj smo imeli še vedno kovinske blatnike, bojo zdaj fiberglass blatniki, spreden odbijači bo tako že ful dotrajan, bi ga mogli zamenjati, tako da dejansko v bistvu so samo luči tisto, kar ni bilo potrebno za zamenjati, no pa smo rekli, ok, dajmo narediti S15 conversion. Poleg tega dobra stvar ta nove havbe je ta, da imaš dodatne reže za odvajanje toplega zraka, kar verjamem, da bo sigurno veliko pripomoglo k temu, da se bo motor še malo manj segreval, čeprav na zadnje na Night Strike'u niso imeli nekih velikih težav. S sprejerjem vode. S sprejerjem vode, ok, sicer je sigurno nekaj pomagalo, ampak mislim, da tudi ko brez sprejera niso bile neke temperature kritične, kot se spomnim, no. Pa je bilo kljub oktobru še kar toplo zunaj. Tako da, to je v bistvu to. Do naslednjič, bomo pa začeli upasovati kose gor, se pa seveda subscribite na naše videovsebine, lajkite, šerite, komentirajte kaj pametnega spodaj, če imate kakšne ideje, kaj bi radi videli na novem kanalu, na starem kanalu, ne pozabite na 30 Second Reef Squadron kanale se subscribati in pa see ya!